Dober dan od srede do srede, kolega Markeš. Živijo, Začneva, lep pozdrav. začneva z naslovnico Dela na začetku tega tedna. Sef pokojnega Ivana Zidarja in v njem velika količina gotovine, švicarski franki, pa še kaj. Tako čez palc slab milijon današnjih evrov. Ker je razlog, zakaj s tem začenjam, je ta, da boš ti v soboto pisal med drugim tudi o cestnem križu, katerega spiritus agens je bil Ivan Zidar. Očitno je, ali pa lahko domnevamo, da je pri gradnji tega cestnega križa ostalo nekaj gotovine. Ja, res je, če bi to stvar hotel zagrabiti na način, da bi zgodba ali pa pripoved prijela pri koreninah, a ne treba začeti pravzaprav z načinom, kako se je Slovenija pač spravila v samostojno državo in preobražala v demokracijo iz monopartijskega ureditve, ki je seveda, povejmo naravnost, kazala znake širokega pluralizma, vendar vodeno širokega pluralizma, v nekaj, kar bi se pa tako rekoč morali, tisti, ki so obvladovali družbeni, politični in pa potem v končni fazi državni prostor, bi se morali spustiti in iti v tisto nedoločenost in nesigurnost ločenih vej oblasti. To je zdaj tisto ime igre, ki se nikoli ni zgodilo, ker mi imamo pač formalno te stvari pošlihtane, na dejanski politični ravni se pa govori o stricih iz ozadja. No, in Ivan Zidar je zanesljivo eden od teh stricev iz ozadja, ki je uspel že v samem začetku povezati pravzaprav nepovezljive dejavnike. Se pravi, če vzameva od tega, da je tradicionalno za njim stala SD, zdajšnja takrat Stranka demokratične prenove. Pa Zveza komunistov še pred tem. To je bilo itak samo po sebi nekako umevno, latentno seveda tudi LDS, in da so v Sloveniji vedno bili problemi z pridobitvami soglasij in pa z projektom cestnega križa, za katerega je potem poskrbela ta široka koalicija za SKD, namreč resorji za te zadeve so vedno potem pripadali SKD oziroma SLS-u. In tako je nastal cestni križ. Izidor Rejc je bil takrat eksponent Zidarjev za to, da je uredil vse te zadeve. Mislim, bil takrat tudi gospodarski minister v prvi Demosove vladi. Za industrijo. Ja. Ampak dejansko je takrat prišlo do tistega velikega konsenza, ki si ga je cela Slovenija potem razglasila in želela. Tisto, čemu se zdaj približujemo spet v veliki konsenz, SDS, SD, takrat je bilo pa to SKD, pa SD, LDS. Zdaj, da ne bova Izidorju Rejcu delala krivice, Izidor Rejc je bil minister Demosove vlade, to pa ni bila vlada tega širšega političnega spektra, se pravi, v Demosovi vladi so bile stvari. Takrat je nastal recimo Slovenec, ki je dobil 1 milijon subvencij, za pluralizacijo medijev in je živel v prostorih SCT-ja, se pravi v Zidarjih prostorih, in SCT-ju ni plačal nikoli nikakršne stanarine oziroma kakšne najemnine. Se pravi, to ti lahko pove vse. In to vse do Darsa, do zdajšnjega Darsa, v katerem se je Hajdinjak zlomila ali pa mu je pač sekira. In skratka, to je tista logika, iz katere je mogoče štartati ne v diskurs ali pa v govor o neki demokraciji zahodnega tipa, kjer Montesquieusko so pač ločene veje oblasti in se nadzirajo med seboj, ampak v neki, bom rekel, marionetni igri, v kateri se ljudje dejansko dobili vtis, da še vedno obstajajo strici iz ozadja in da se tista prava stvar dogaja pa vendarle v dogovoru za hrbtom, ne v parlamentu, ne na očeh ljudi, ne v medijskem prostoru, ampak za hrbtom. In to je šlo v zdravstvo, potem se je govorilo... Veš, mislim, zdaj ne bova naivna, tudi ameriški predsednik Eisenhower je ob primopredaji oblasti,
mislim, da leta 1960, ne, rekel, da to državo v resnici vodi vojno-industrijski kompleks. Ne. Zdaj, dober, ne, vojno-industrijskega kompleksa Slovenija nikdar zares ni imela, oziroma nekaj malega ga imela, ampak playerji, ne, ki so bili pomembni na strani finančne, gospodarske elite in z svojimi vplivi na politično elito so drugi kot, kaj sva rekla, vojno-industrijski kompleks. Ja, to imaš tako zelo prav, ne? Namreč razočaranje demokracije so praktično zdaj vse zahodne države, vključno z Evropsko unijo, za zvezo evropskih držav, v katerih prevzema oblast natanko vojna industrija, ne? V imenu pač vojne v Ukrajini, v imenu izraelskega čiščenja pač potencialnega genocida celo v Gazi in v imenu mednarodnih odnosov, ki jih pa urejuje kapitala. Ne? In kapital je urejeval Evropo že praktično po prvi svetovni vojni, potem po drugi svetovni vojni, v imenu velikih idej, v imenu katerih so se delale moderne države in smo tudi mi gojili neke iluzije. Jaz mislim, da je zdaj pa končno čas, da zapremo prostor teh iluzij in se srečamo z realnostjo. In zdaj, če se je takrat prihajalo do tranzicije med ki je dejansko potekala v obliki SD-ja, takrat SKZ, pa ZLSD in tako naprej, ne, so lahko prav na podlagi teh zgledov v Ameriki in mogoče celo v Franciji, Angliji in tako naprej v Evropski uniji zdaj, ne, ugotovili, da jim pa mogoče s tranzicijo ni treba iti do konca, da lahko nekje vmes obstanejo. In ta afera, ne, z Pipan Švarc oziroma za vso to Litijsko, ne, ker mi smo rekli, da gre za ogromno vsoto 7,7 milijonov, v bistvu je to majhna vsota, ne, v redu, ne, 500 milijonov, pol milijarde, ki se je izgubila v TEŠ6, ali pa tudi vsaj pol milijarde, ki se je izgubila v cestnem križu. Ne. Gre to za majhno vsoto, ampak je pa paradigmatična, se pravi, vzorčno pa zelo dobro deluje na to, kako se na neki točki, ko pride, ko nekdo zažvižga, nek žvižgač ali pa se nekomu zalomi iz takih ali drugačnih razlogov, potem o tem pišem, neka standardizirana procedura. Najprej se zanika, ne, potem se reče, mogoče pa ni bilo vse tako, kot bi moralo biti, potem se pa določi nekoga, ki bo nosilec te krivde, se z njim dogovori, on gre za masko objektivne odgovornosti, potem se mu pa v ozadju zrihne ena krasna služba z visoko plačo in gre karavana naprej, tako kot ste takrat rekli, pri Smeltu psi lajejo, karavana gre pa dalje. Ne. In v tem smislu je ta pač zadeva vzorčna, ne, in jaz si sploh ne delam iluzije, da je prelomna. Jaz mislim, da jaz bi v prelomnost verjel, ne, veš, če bi imel na mizi protikorupcijske ukrepe, ne, ki bi iz naukov te zgodbe ali pa iz naukov tudi prejšnjih zgodb, ne, znali zavrteti nove pravne okvire. Ne. Zdaj, tisto, kar pa videvam v teh dneh, ne, je pa med drugim, ne, da pomemben del imunskega sistema te skupnosti, ne, recimo tožilstvo, ne, kot ena od kot vejo oblasti, katere mesto v tej Montesquieuovi shemi, ki se je omenil, ni povsem jasne, malo tako sui generis, ne, tožilstvo. Ne. Ampak tožilstvo je zaradi neizvajanja odločbe Ustavnega sodišča, ne, o materialnem statusu tudi tožilcev, ne, pravzaprav imunski sistem, ki se ga naklepno spravlja v hiranje. Ja, in sodnikov, ne. Ampak kot rečeno, ne, to bi bilo mogoče, to so zadnjič že obravnavali, to bi bilo mogoče spraviti v ustavne okvire že s samim dejstvom, da si poslanci znižajo plače, najmanj kar je, ampak dejansko bi bilo to potrebno. Ali pa če že pravijo, da je treba narediti eno premišljeno celotno shemo. Takojšnji ukrep je znižanje poslanskih plač, potem pa od tam naprej razpravljanje o diferenciaciji na podlagi. S tem bi se pa jaz strinjal, ne, da morajo pač tožilci in sodniki imeti določen odstotek višje plače, predvsem zaradi tega, da se imunski sistem, ne, pač vzpostavi na nekaj bolj kakovostni ravni. Ne. Zakaj se ti zdi to v tem zgodovinskem momentu pomembno? Narediti. Ja. V tem zgodovinskem momentu, ne vem, če sploh lahko govori o zgodovinskem momentu, ampak dejstvo je, da lahko prepoznamo vzorec, ki se ponavlja že od tega, ne, dogodka, ki sodi bolj v Botre 1, 2 ali 3, ne, nadaljevanko od Francesca Coppole in sicer kako se na koncu Zidar v nekem stanju
tako rekoč verjetno na pol dementnem stanju, znajde med kupi denarja, v neki sobi, s katerimi ne ve, kaj bi počel, recimo. Ne. Ampak moment je preprosto tak, ker se je jaz se točno spominjam tistega časa, ne, ko se je cestni križ izgradil in iztekel, ne, so se v političnem zakulisju začeli pogovarjati, odkot bomo pa zdaj dobivali denar, in to pač na levo in desno, ne. Na vse konce je frlel denar, ne, in tudi katoliško cerkev, da ne bo pomote, ne, ki je vse to blagoslovila in na koncu sodelovala pri tej stvari, in to ne zelo nečastno in zelo grdo. In potem se je takrat začela govoriva zdaj pa že v letu tam 2006, ne, pa približno, ne, se bomo odprli nov projekt, to bo pa TEŠ6. In je šlo dobesedno po točkah, od leta 2006 do 2015. Ne. Mislim, da 2015, ko je Matjaž Hanžek v komisiji v državnem zboru odprl politično odgovornost. Se pravi to, kako so se nekateri, ko so jih najdli s prstom v marmeladi, tam bo mogoče celo plačal kdo kakšno kazen. Ne. Ampak gre za politično odgovornost, v kateri se je jasno dokazalo, da so državo politiki s političnimi odločitvami in s političnim pokritjem in to levo-desnih strank, ne, oškodovali vsaj za 500 milijonov. Če s palca rečem, pa verjetno sem premalo rekel. Ne. In takrat, po 5 letih, policija, to je tisto, kar je pomembno, ne, stvari pozapre. Sodniki sploh niso prišli v položaj, ko bi lahko obsodili, se niso imeli niti elementov, da bi obsodili. Na osnovi Hanškovega poročila ne bi lahko vsaj neko zaslišanje tedanjega predsednika vlade Boruta Pahorja naredili pa. Se nič ni zgodilo, pa Mateja Lehovnika, pa Križaniča, ne, takrat v tistem recimo, ne. Ne, to je bila levo-desna koalicija, na koncu koncev, ne, zdaj pričakujemo v 5 letih, zdaj se norčujemo, ne, da v katoliška cerkev Boruta Pahorja razglasila za enega od sodobnih svetnikov, ne, za Martinom Slomškim. Tako so naricali okrog njega. Ne. Imamo pa človeka, ne, ki je podaril KPK, ki je podaril v bistvu. Jaz bi vlekel paralelo z Barago. Baraga je vendar bil en. Baraga je rdečokostce spremenil v kristjan. Dobro, tukaj nekaj, da ne bo šla predaža. Dejansko, ne, Borut Pahor je igral to umazano igro, ne, ki jo je mogoče označiti za umazano, vendar, ne, že pa ne da bi lahko bi dokazal, da je v tej zadevi nedolžen, kar bi zelo težko dokazal. Ampak na vsak način pa ne more dokazati, da ni naredil vse, da bi organi protikorupcijskega raziskovanja in pregona, ne, dobili svoje opolnomočje. Zlasti ne takrat, ne, ko je pravo smer pokazala protikorupcijska komisija pod vodstvom Klemenčiča pa Roga Praprotnika pa ena dama je še bila. No. Ja. Skratka, takrat in kaj je on naredil? Ne? On je šel in je zadevo tako zalil kot malinovec, dal Štefanecem, takrat naprej se je zgubila sled za kakršnokoli konsistentnost te komisije, če tako rečem. Ne? In danes se je pa sploh neprepoznano. Borut Pahor bi zato moral politično odgovarjati, ampak ne, njegovi rejtingi so rasli. In zdaj smo pa, če greva naprej od tega TEŠ6, zdaj smo pa mi TEŠ6, zdaj smo pa pred projektom, ki je pa 10-kratnik tega, ne? Se pravi pred NEK2, ne? Se pravi jedrska elektrarna, za katero se že bilda konsens, da je pa dejansko potrebna, zdaj moramo pa mi dobiti avtonomijo, spet se veliki konsens išče, deloma upravičeno, deloma pa seveda predatorsko spet, ne? In se že pri Janši dobivajo zapisi, taki nori zapisi, ne? Ker on enostavno pove, reče, nimamo niti denarja za propagando, da bi ljudi prepričevali v projekt, ki ga res rabimo, ne? Mimo grede, lobisti so že dobili milijone za to propagando, do sedaj, ne. In potem se on zakaja v Jenula pa v Niko Kovač, češ, oni pa dobivajo neomejeno denarja in odpirajo kampanjo, kako ima ona zasebno stanovanje, ne vem, 100 kvadratnih metrov. Jaz sem se potrudil, pa sem šel majhen gledati. Ona sploh nima stanovanja. Ona je podnajemnica v stanovanju, ne. Sicer v lasti njene družine, ampak ona ni lastnica stanovanja. Ampak pazi, zakaj se... Pa tudi nima 100 kvadratov. No? Nima 100 kvadratov, tako ne. Ja. Ta lucidna in perfidna norost, ne, zakajati se v civilno družbo, podobno kot mladi zdravniki, ne, ki so se šli zakajati v nevladnike in so se zlagali, ne, da so dobili v enem letu 140 milijonov. Ne. Ampak so se pa popravili. Popravili so se, upravičili se pa niso. Ravno so rekli, smo se upravičili. Ne, niso se upravičili, popravili so se. Malo smo jih pa k temu tudi primorali. Ampak recimo v tem primeru, ne, tukaj, če rečeva, da je, koliko je, se pravi, cestni križ je stal približno 1,5 milijarde, ne, tedaj. Ne.
Potem te 6 smo tudi tu nekje okrog milijarde pa pol evrov. Tukaj bomo pa pri neku bomo pa pri 15 milijardah, ne? V zdajšnji govorici predračunov. Ne? Skratka, to je 10-kratnik tega. A si lahko predstavljaš, kakšna nevarnost preti? Ne? In zato se mi pa zdi dejansko, da je treba, ne verjamem v uspeh, ampak se mi zdi, da je pa treba o tem zdaj že govoriti, zato, ne, ker ravno to, kar ste tako dobro izpostavili, pač treba je govoriti o imunskem sistemu, ne, ki bo v bistvu v lepi slovenščini checks and balances in pa nadzora, ne, nad javnimi financami, nad korupcijo in nad dogodki, ki bodo prišli. Mislim, ni nobenega razloga, da ne bi verjeli, da se čez 10 let ne bo v kleti nekega magnata spet znašlo, ne vem, 1 milijon evrov v dementnih rokah nekoga, ki ne ve več, a je prišel v sobo ali odhaja iz sobe. Ne. To je zelo pomemben vidik govoriti o tem, da je v državi treba izdelati imunski sistem, ki bo že vnaprej preprečil zlorabe v projektu, ki ga očitno nihče več ne more preprečiti. Jaz mislim, da nek bo nastal. Kolega Markeš, hvala za to, ker čez teden dni se vidiva ponovno. Drži.